Dober dan, župan. Radio Robin poslušate in lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem, pa tudi gledalkam in gledalcem, ki nas morda spremljate preko naše spletne strani. Ja, ponovno se začenja sklop oddaji Dober dan, župan. V tej 11. uri se bomo vsaj poskušali potruditi, da vam ne bo dolg čas. Smo pa prepričani, da v prihodnjem letu ne bo dolg čas v občini Komen. Zakaj? Če želite izvedeti odgovor, ste vabljeni, da ostanete v naši družbi. Pozdravljam pa ob sebi župana občine Komen, Erika Modica. Dober dan in dobrodošli. Ja, lep pozdrav sem skupaj. Zgolj za začetek, praznični december je tu. Se že kaj pripravljate na praznovanje? Ste že nastavili nogavice dobrim možem, ki nas obiščejo prvi že jutri? Ja, tako v bistvu v občini Komen smo malo bolj skromni, nimamo kakšnega svečanega pa slovesnega prižiganja lučk, ampak 17. decembra, to je nedeljo, bomo odprli tudi spet te klasične jaslice v Štanelu, bo tudi nek večji dogodek, tako da mislim, da bo morda ne tako pompozno kot druge, bo pa morda bolj pravlično. Leto 2023 je bilo prvo v vašem drugem mandatu. Je bilo to kaj drugačnega z vidika vašega življenja ali ste vendarle vajeni? Ja, moram reči, po 5 letih sem že nekako navajen na ta ritem življenja, tako da sem se tudi sam izbral, tako so neke prednosti, neke slabosti, ampak se pravim, kot rečeno, je bila to moja odločitev, tudi skupaj z ženo sva se odločila in to je to, ne, tako da pestro je, včasih je malo zabavno, včasih je pa tudi malo bolj grenko, ampak večinoma je pozitivno. Kot smo dejali, čas že hitro teče, dobro leto je minilo, odkar ste bili drugič izvoljeni za župana občine Komen. Kaj je zaznamovalo občino v tem letu? Kakšni so bili posredni dogodki ali pa morda kar projekti? Ja, dejansko so verjetno 3 investicije posebej stopale že zaradi finančnega obsega. Tukaj je predvsem ta kolesarska povezava med Komnom in med Sežano. Tukaj šlo za največji tak projekt na Krasu. Skupna vrednost je presegla 4,5 milijona za obe občini. In prav zdaj zadnje dni novembra smo nekako zaključili ta dela, odprli tudi to povezavo. To je velika pridobitev, ne, za vse prebivalce Krasa, poleg tega pa tudi sigurno tudi za obiskovalce, ker so tukaj res lepi kolovozi, ki so varni, s tem protiprašnim premazom so tudi utrjeni, tako da dejansko lahko tudi družine mirno, varno kolesarijo. Poleg tega smo začeli z rekonstrukcijo in dozidavo vrtca v Štanelu. Tam je že 15 let v bistvu vrtec gostoval z enim oddelkom v šolskih prostorih, tako da nekje načrtujemo, da do pomladi bomo tudi to zaključili, ne. To bo velika pridobitev za naše najmlajše občane, oziroma občanke, tako da v bistvu bo vrtec imel svoje lastne prostore, šola pa spet en prostor več, ki ga je mogla pač odstopiti vrtcu. In tretja zadeva pa je krožišče pri Alu Komen. To je državna investicija, ker pa občina sofinancira vse ostalo, ker je na to vezano, to pomeni ureditev pločnikov in tudi, kar je zelo pomembno, da v okviru tega krožišča se bo lahko potem postopoma premestilo tudi bencinski servis iz komenskega središča, z glavnega trga na to lokacijo in v nadaljevanju predvidim tudi, da se od tam naredi novo obvoznico, ki bo povezovala to povezavo Komen Ivani Grad preko te obvoznice, tako da lahko potem razbremenimo tudi središče Komna, da bo manj prometa, da bo križišče manjše in da lahko počasi vrnemo to središče Komna spet pešcem, prebivalcem. Ena pomembna stvar je tudi hiša dobre volje. Tu prihaja sicer prvo vprašanje strani poslušalcev. Vemo, da je manj uporabnikov, kot jih sicer omogočajo kapacitete. Ko sva se na zadnje slišala, po zadnji seji ste dejali, da bo občina Komen zato nekaj tudi pomagala financirati, morda malce kaj o tem. Ja, torej žal, bom rekel, je ta dnevni center res neka velika pridobitev za naše območje, ne, žal pa v bistvu še premalo uporabnikov, ki bi to izkoristili. Dejansko je občinski svet potrdil predlog, da sofinanciramo v prihodnjem letu tudi delovanje tega dnevnega centra in tudi bomo pripravili tudi še nek razpis, da bi v bistvu tudi omogočali neko nižjo ceno za socialno ogrožene primere. Svetniki so konec novembra soglasno sprejeli predlog proračuna za prihodnje leto, težak je približno 8,5 milijonov in
predvideva v bistvu dve večji investiciji. Prva je obnova Štanjelskega gradu, ki bo po dolgih 50 letih končno nadel, bomo rekli, neko svojo staro bleščečo podobo. Kaj vse se bo pridobilo? Sem da se na kratko še popravim, torej sprejeli so predlog proračuna v prvem branju, zdaj 20. decembra imamo pa še drugo branje, tako da predvidevam pa, da bojo tudi ta v dokončni obliki potrdili. Torej dejansko gre to za velik premik, ker bomo lahko rekli po 50 letih, po letu 1974, ko se je začela obnova Štanjelskega gradu, bomo lahko rekli leta 2025, zdaj smo pa zaključili. In to je uspelo pač s pomočjo zdaj evropskih sredstev, ker brez tega ne bi mogli. Dejansko bomo še preuredili še 1000 kvadratnih metrov pokritih površin na tem kompleksu, uredili muzej slovenskega jezika in knjige, kjer bo poseben poudarek slovenskim narečjem, tako da bo to res tak referenčni center, središče za naša narečja. Poleg tega bomo dobili še 2 konferenčni sobi, prostor, in kar je tudi pomembno, uredili bomo prostore za tako imenovani kulturni inkubator Štanjo, ki bo omogočil, da podpiramo z oddajo prostorov start-up podjetja, torej podjetja, ki se ukvarjajo s kulturo, s turizmom, ki pač morda doslej niso imeli te možnosti. Obnova, kot ste dejali, naj bi se predvidoma zaključila v letu 2025, ravno ko Gorica in Nova Gorica gostita Evropsko prestolnico kulture. Morda se tudi zaradi tega obetate kaj več obiska? Točno to pričakujemo. Poleg tega je tudi dogovorjeno, da bomo v okviru EPK-ja tudi izvedli to otvoritev, tako da dejansko je to tudi za Novo Gorico pomembno, da se še nek dodaten dogodek dogaja in seveda Štanjo je vedno privlačen za obiskovalce. Zadovoljni, da se bo prenova zaključila ravno v vašem mandatu? Ja, sem vesel dejansko, ker mi je to bilo zelo pri srcu, ta slovenski muzej jezika in knjige, ker v bistvu ideja iz leta 2013, ko smo obiskali takrat skupaj z pokojnim županom Božičem in občinskimi svetniki smo obiskali Rezijsko dolino pa Terske doline in takrat nekako sem prišel do spoznanja, da rabimo dejansko neko središče, neko stalno razstavo o tej tematiki in ker tega Slovenija nima, bo to sigurno velika pridobitev za našo državo. Drugi večji projekt je obrtna cona Komen. Kaj bo nastalo pa pri tem projektu? Ja, dejansko smo že pred 2 letoma komunalno opremili to območje Alo Komen. Zdaj nam pa uspelo pridobiti še evropska sredstva, 500 000 evrov, za to, da kompletno komunalno prometno uredimo to obrtno cono, ki je nekako se severno od tega območja Alo Komen razširi proti Ivanjem gradu. Dejansko bo to velika pridobitev, na 1,5 hektarja bomo lahko zagotovili poslovne površine, predvsem za naše podjetnike, obrtnike. Tukaj smo morda malo drugačni poziciji, kot je kakšna Sežana ali pa Ajdovščina, ker smo pač prometno zelo odročni, ni nekega velikega zanimanja od drugod. Vemo pa, da je pa zanimanje strani naših podjetnikov, nastanjenih tukaj v Komnu, ki želijo ostati v Komnu in to je edina možnost, da jim zagotovimo tiste manjkajoče površine, ki jih potrebujejo za nadaljnji razvoj svoje dejavnosti. Podjetniki po drugih občinah kar trkajo na vrata, iščejo odgovore, kdaj bo kakšna razširitev zaradi prostorske stiske. Je morda veliko poznati te prostorske stiske tudi v Komnu? Ja, se pozna, zato pač smo se odločili, da tukaj pomagamo našim podjetnikom in da to tudi komunalno opremimo, tako da bojo res imeli, dejansko bomo nekje do oktobra prihodnjega leta to zaključili in potem bojo lahko tudi že, bomo šli v prodajo teh zemljišč in mislim, da bo to velika pridobitev za naše podjetnike. Čas pa je, da nadaljujemo s pregledom projektov, ki se bodo izvedli predvidoma v prihodnjem letu. Eden takšnih je protipožarna infrastruktura. Gospod Modic, prijavili ste se na novembrski razpis Ministrstva za vzpostavitev dodatnih gasilskih hidrantov za potrebe gašenja požarov. Je bila tu potreba velika? Ja, dejansko so pač izkušnje iz leta 2022, ko je bil ta mega požar na Krasu, so pokazale, da je to hidrantno omrežje deloma zelo šibko, da so velike težave, da morajo pač gasilska vozila črpati vodo morda 10 km daljeno od samega požarišča, samo zato, ker pač bliže ne deluje hidrantno omrežje ali pa je prešibko. Zato smo se pač zdaj prijavili tukaj in upamo, da bomo približno 10 novih hidrantov pridobili, predvsem na tem območju, ki je najbolj izpostavljeno.
pa tudi v zaledju, to pomeni tudi proti Štanjelu, tako da zagotovimo čim boljšo pokritost celotne občine. Uredili boste tudi nekatere protipožarne poti? Nekaj malega tudi, tukaj pač so bili razpisni pogoji zelo zahtevni, ker v bistvu je treba zagotoviti soglasje vseh mejašev in je to bilo skoraj nemogoče za večino teh protipožarnih poti, tako da nekaj malega smo prijavili. Iste težave so imele vse druge občine, zato bo tudi ministrstvo ponovilo ta razpis v januarju. Upam, da bo nekoliko lažji pogoji. Eden izmed primerov dobre prakse sodelovanja med občinami je vodnjak v Klaričih. Kako ga boste s skupnimi močmi z ostalimi kraško-brkinskimi občinami skušali urediti? Tukaj gre za 4. vrtino. Mi imamo 3 vrtine v Klaričih. V času požara se je pač izkazalo, da v tistem času, ki je huda suša, ko moramo dobavljati vodo ne samo za naše občane pa občanke, ampak tudi Rižanskemu vodovodu dol za potrebe Istre, in ko je bil še požar, se rablja požarno vodo, da v bistvu te 3 vrtine so na robu zmogljivosti. In ravno zaradi tega pač je bilo tudi, zdaj smo uspeli pridobiti državna sredstva, 1 milijon evrov približno, da lahko uredimo to 4. vrtino. Tukaj gre za skupni projekt 4 oziroma 5 kraško-brkinskih občin in občin Mirn Kostanjevica, ki je tudi del Kraškega vodovoda. Tako da bomo to prihodnje leto izvedli. Kot rečeno, 1 milijon evrov dobimo državnih sredstev in verjetno ni 100 tisoč evrov bojo mogle še občine premakniti ti zadevi. Potem imamo tudi nekatere manjše projekte. Nadgradili boste tudi čistilno napravo, sodobno tehnologijo. Kaj bo omogočala? Dejansko je tako. Mi smo pred leti uredili komunalno infrastrukturo v starem jedru Štanjela, torej kanalizacijsko omrežje, in se je to priključilo na čistilno napravo, ki je bila nekoč zgrajena za potrebe vrtca in šole v Štanjelu. Zdaj pa to nadgrajujemo, oziroma posodabljamo z neko novo tehnologijo, tako da bo tudi večja zmogljivost te čistilne naprave, da bo res tako delovala kot more. Zdaj smo v fazi zaključka javnega razpisa, tako da načrtujemo, da se bo gradbena dela začela že v tem mesecu in da potem tudi nekje do pomladi zaključimo to investicijo. Kdaj je predviden konec rekonstrukcije vodovoda v Vočengradu? Ja, tukaj so vedno težave z izvajalci pa podizvajalci. Želja je bila, da bi to vse zaključili do zime. Zdaj kaže, da pač ne bo čisto uspelo, tako da se bo to še zavleklo še v zimske mesece. Vsekako do pomladi bomo zaključili tudi to investicijo. Za kako veliko investicijo pa gre, ko govorimo o fotovoltaičnih napravah na obeh vrtcih oziroma šolah v Štanjelu in Komnu? Dejansko načrtujemo, da bi obe lokaciji, to pomeni oba vrtca, kot tudi obe šoli, kompletno, da bi postali avtonomni. To pomeni, da bi lahko toliko zagotovili električne energije, kot ga potrebujejo oba objekta. Skupna vrednost je 260 tisoč evrov, računamo pa, da bomo dobili na razpisu 180 tisoč evrov dodatne dotacije, tako da v bistvu zmanjšamo ta sredstva, ki so potrebna strani občine. Kar nekaj sredstev ste rezervirali za občinski prostorski načrt. V bistvu, kako pomemben bo sprejem za občino Komen? To je verjetno eden najpomembnejših aktov za občino Komen, ker pač to omogoča potem nadaljnji razvoj občine v naslednjih letih. Zato je pa tudi toliko pomembno, da se ga sprejme na nek način čim bolj strokovno, pa tudi, da se prevetri vse slabosti, ki imajo sedanji prostorski načrt in se skuša to izboljšati. Letos bomo namenili, oziroma 2024, približno 150 tisoč evrov v ta namen, vsega skupaj je pa vrednost pogodbe za izdelavo tih sprememb in za sprejem novega OPN-ja je tam nekaj čez 300 tisoč evrov, tako da gre tudi finančno za zelo zahtevno zadevo. Načrtovano je, da bi nekje do septembra 2026, to pomeni še pred zaključkom tega mandata, da bi občinski svet potem lahko to potrdil dokončno. Predtem moramo pa vse postopke speljati. Ti postopki so zelo kompleksni, zato ker pač moramo dobiti vsa soglasja, mnenja vseh teh soglasodajalcev, mnenje dajalcev, vseh različnih resorjev vlade, ministrstev, drugih strokovnih služb. Poleg tega moramo tudi uskladiti z občani, tako da zadeva ni tako preprosta. Bomo pa zdaj objavili v naslednjem številki občinskega glasila Burja, to je 15. decembra, tudi na spletnih straneh, bolj podrobne informacije za naše občane, tako da se lahko pripravijo na ves ta postopek. Imeli bomo ogromno tudi okroglih miz,
predstavitev, da bo čim bolj transparentno, da se lahko že pravočasno za začetku vključijo v te zadeve in na ta način res izboljšamo ta dokument, da bo res vsem koristil. Gremo naprej, prej smo govorili o podjetnikih, sedaj bomo govorili še o delavcih, tistih, ki si kruh služijo v drugih občinah. Poslušalko namreč zanima, zakaj se makadamske ceste Štanjel Spodnja Branica ne vzdržuje. To pot občani uporabljajo za prevoz na delo pretežno v Ajdovščino in ni jih malo, ne? V prejšnjih mandatih, da se jo je občasno saniralo, sedaj pa bolj malo oziroma celo nič, tako da, gospod župan, prosim za odgovor. Torej, se zavedam, da je ta cesta v zelo slabem stanju. Edina rešitev bi bila asfaltacija celotne 2-kilometrske trase. Žal, teh sredstev nimamo, tudi nikakršnih evropskih razpisov ni v te namene, tako da v bistvu vse to na plečih občine, na to večkrat opozarjamo, redno opozarjamo tudi vlado. Če bi želeli vse te najbolj kritične odseke asfaltirati ali pa sanirati, bi rabili 1 milijon evrov v našem proračunu. Tega žal nimamo v te namene. Zdržujemo pa toliko, kot uspemo. Žal so tudi vremenske razmere vsako leto slabše in dejansko s temi sovdi, po domače povedano, manj dosežemo. Dejansko bila tukaj rešitev samo postopna asfaltacija. Še eno vprašanje, preden ponovno odidemo na glasbeno pauzo. Poslušalca zanima, in sicer v imenu prebivalcev Majerjev in Val, kdaj lahko pričakujejo ureditev okolice Eko otoka. Na to čakajo bojda že pol leta in ker ne bi bila občina komaj nekoliko manjša v primerjavi z ostalimi, se jim to zdi kar veliko časa, torej ureditev okolice Eko otoka. Ja, dejansko občina je sicer po številu prebivalcev majhna, po teritoriju pa ni tako majhna, imamo 35 naselij, kar pomeni, da moramo skrbeti za vsa ta naselja enakopravno in žal so postopki taki, da je težko vse naenkrat ugoditi. Dejansko bojo dobili, dejansko imamo tudi v prihodnjem letu zagotovljena sredstva, tako da bojo do tega bomo uredili. Sam dejansko je težko zdaj obljubiti od danes na jutri, da se te zadeve uredijo. Pol leta je od danes do jutri, ko se mora vse zadeve uskladiti, tudi papirje pridobiti in speljati postopek. 21. junija, na dan, ko hkrati tudi praznuje občina Komen, smo objavili tudi na našem spletnem portalu robin.si, da potekajo intenzivni pogovori o obnovi oziroma razširitvi trgovskega centra v Komnu, v katerega zgornjem delu naj bi svoj prostor dobili tudi lekarna in pošta, nadgrajen pa naj bi bil sodobnim parkiriščem. Kako je sedaj z dogovori? Ja, to je morda največja rak rana v naši občini, zato ker že pred 2 letoma smo nekako uspeli popraviti na skupno idejno zasnovo ureditve novih prostorov za lekarno, pošto in večjega trgovskega trgovine Tuš in seveda tih javnih površin za potrebe parkiranja. Potem se je pa zapletlo, ker pač Tuš ni lastnik svoje trgovine teh prostorov, ampak je samo najemnik. Lastnika sta 2 sklada. In potem je prišlo do nekih razhajanj med Tušem na eni strani in tema 2 skladoma, glede samega vlaganja. Medtem je tudi pošta spremenila svojo strategijo v Sloveniji in je v bistvu odstopila od tega, da bi vlagala v neke povečave svojih poštnih logističnih zmogljivosti v manjših krajih, medtem je tudi žal Komen. Tako da dejansko je zdaj še kot tretji moment nastal pa še to, da se Tuš prodaja, torej sama trgovska družba. Mercator naj bi kupil, ni pa zadeva še potrjena dokončno, tako da smo zdaj ne moremo neko pad poziciji, ampak moramo počakati, da se ta klopčič odvije. V tem času smo pristopili saj v tej smeri, da bomo nadomestili pošto, izpad pošte na ta način, da bomo skušali zagotoviti tam stanovanja nad tem predvidenim prostorom lekarne pa temi poslovnimi prostori. Tako da tukaj smo v dogovoru z nekaterimi vlagatelji. In v tem času, ko se to ne bo razčistilo s Tušem, pričakujemo, da bomo vsaj to postavili na noge in da potem skupaj lahko podpišemo ta dogovor o skupnem vlaganju. Tako da še vedno je cilj, da bi drugo leto šli v projektiranje celotne zgodbe, pridobili gradbeno dovoljenje in da bi vsaj leta 2025 šli v izvedbo. So pa pogovori stekli tudi, da bi na Krasu nastalo Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje, tako imenovanje EZTS, po vzoru obeh goric. Nam morda razkrijete malce več o tem? Ja, dejansko je to že želja, lahko rečem, že več kot desetletje. Je bilo nekoč že podpisano neko pismo nameri vseh županov takratnih z obeh strani meje.
Dejansko na slovenski strani smo tukaj zelo poenoteni, imamo že vse usklajeno. Malce šepa še na italijanski strani, smo imeli pa prav včeraj še en pogovor, zanimiv, tudi je bil minister Arčon, ki je sodeloval po tem pogovoru in nam nekako tudi stoji ob strani, tako da smo kar optimistični, da bomo tudi lahko zdaj to razrešili z italijansko stranjo. Cilj pač je, da se spostavi celotno območje Krasa kot to Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje. Na slovenski strani bo to 5 občin, na italijanski strani pa med 6 pa 12 občin, odvisno koliko jih bo na koncu pristopilo. Ljudi zanimajo tudi informacije o novem oziroma prenovljenem zadružnem oziroma kulturnem domu v Komnu. Najprej ste imeli posvet z občani, ena možnost naj bi bila rušenje starega in izgradnja povsem novega, druga pa pač navadna prenova. Ste pridobili gradbeno dovoljenje oziroma v kakšni fazi je? Torej dejansko je bilo posvet oziroma tudi, lahko rečemo, smo se takrat soglasno potem odločili za vaščani, oziroma občani Komna jeseni 2022, da se gre v celovito rekonstrukcijo z neko manjšo dozidavo. To pomeni, da se videz stavbe se ohrani tako, kot je proti placu, proti trgu, doda se samo neko manjšo lođo na strani proti tem vinogradom. Istočasno se pa znotraj teh obstoječih gabaritov zagotovi dodatne prostore tudi za knjižnico, tako da bojo lahko vsi boljše delovali. To pomeni za mlade, za pihalce, za občane, ki bojo uporabljali to dvorano in tudi za knjižnico, ki bojo večji prostori. Poleg tega pa lahko na ta način tudi ohranimo freske, oziroma te poslikave točno na isti lokaciji, niti ni treba nič porušiti tam, ker ostanejo ti zidovi, se jih samo statično sanira. Tako da v bistvu je to sicer malo dražja varianta, je pa tista, ki v bistvu zagotavlja, da je res velika večina prebivalcev zadovoljna, oziroma da bo zadovoljna s tako rešitvijo. Smo v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja, tukaj se včasih marsikaj še kaj zaplete pa kakšnem pridobivanju teh mnenj, soglasi. Dejansko računamo, da bomo nekje do pomladi pridobili gradbeno dovoljenje, potem bo pa se veliko vprašanje, kdaj bojo kakšni razpisi za evropska sredstva, ker sami ne bomo zmožni tega narediti. Tukaj je ocena investicij 2,5 milijona evrov in kot vedno moramo pridobiti vsaj 70% sofinanciranja, sicer ne zmoremo sami tega izvajati. Če nadaljujeva z vprašanji poslušalcev, zanima jih gradnja oziroma nekakšna dodelava športnega parka Grofovska. Že več let v nogometnem klubu Komen čakajo, da bodo končno položili tiste role umetne trave na novo igrišče. Govorilo se je o telovadnici, ne smemo pozabiti na obljubljeno 4-stezno balinarsko dvorano v Kobjeglavi. Kdaj lahko pričakujemo vse to? Ja, torej, to so zelo zahtevne zadeve iz večjih vidikov. Pripravljeni smo pač idejno zasnovo in tudi neko oceno, koliko jim bi v strošek nove športne dvorane. Tukaj smo tudi razpravo glede same velikosti. Cene so odvisne od same velikosti, nihajo med 5 do 6 milijoni evrov, kar je ogromno. Letos je država razpisala sredstva samo do 250 tisoč evrov v te namene, tako da se lahko predstavite, kaj je to za občino Komen. Poleg tega se zdaj še preučuje alternativno rešitev, da ne bi gradili klasično dvorano, ampak da bi športno dvorano, ampak da bi šli v neke zunanje površine z balonom čez. Moramo tudi to preverjati prostorsko, kaj je možno, kolikšni bi bili stroški, in je to bolj, ko bi rekel, lažje dosegljiva rešitev. Kar pa zadeva nogometaše, je pa tako, dejansko oni potrebujejo dodatno igrišče za potrebe vadb in to pomožno igrišče in zaradi tega pač poročujemo, oziroma smo v kontaktu z lastniki zemljišč, na katerih bi to mogli postaviti. Nimamo še dokončnega odgovora, upam pa, da bomo to v roku enega meseca vedeli in potem bilo treba sprojektirati, narediti OPPN, torej ta podrobni prostorski načrt. V proračunu imamo nota tudi sredstva v te namene, tako da je drugo leto mišljeno, da bi tudi to sprojektirali. Kar tiče pa balinarjev, je pa tako, z njimi smo se dogovorili, da tudi tam sprojektiramo razširitev te dvostezne variante, torej obstoječih 2 stez, da razširimo na 4 steze, kar pomeni z nekim prezidkom, k obstoječi dvorani v Kobjeglavi. Tudi to je predvideno drugo leto, da sprojektiramo, da pridobimo gradbeno dovoljenje in potem bomo šli v lov za evropska pa nacionalna sredstva. Še ostajamo
pri športu, morda pri kolesarskih povezavah, 27 km kolesarskih povezav med občino Komen in občino Sežana, že prej ste dejali, približno 4 milijone evrov in pol je bila težka investicija, koliko pa je pomembna za same občane Komna? Jaz mislim, da je zelo pomembno, ker tudi sam vidim, ko tudi tečem en del na tej trasi, da se veliko občanov pač poslužuje te povezave, ne samo za kolesarjenje, ampak tudi za pohodništvo. Tudi videvam mlade družine z vozički otroškimi, tako da dejansko je to res splošno uporabno. Vsekakor je pa tudi velika pridobitev za tiste rekreativce, ki pač želijo izven, torej proč od avtomobilskega prometa uživati v čudovitem kraškem zraku in čudoviti kraški naravi. Tako da to vsekakor za vse velika pridobitev. Čas hitro teče, gospod Modic, nam zaupate še vaše želje za naprej, za prihodnje leto, kaj si želite, da bi občina Komen dosegla? Ja, jaz se želim, da pač bi čim več uresničili tega, kar smo napisali not v proračun. Predvsem pa tudi, da bo država imela malo več posluha in da bojo recimo regionalna sredstva, ki jih namenja občinam in po tem ključu naj bi nam pripadalo skoraj 3 milijone evrov, da bi lahko tudi to uporabili za tiste zadeve, ki jih dejansko potrebujemo, pa ne za take stvari, ki oni mislijo, da mi potrebujemo. Torej, da bi pač prepustili nam, da se mi odločimo, kaj dejansko potrebujemo. Rabili bi za kulturni dom v Komnu, rabili bi za športno infrastrukturo. Vse to ni predmet sofinanciranja teh regionalnih sredstev. Rabili bi tudi za naše ceste. In to je tisto, kar me malo žalosti, upam pa, da se bo kaj spremenilo. Naše druženje je pri koncu, tako da, gospod Modic, najlepša hvala, da ste bili v našem studiu. Hvala tudi vsem poslušalkam. Ja, hvala vsem poslušalkam in poslušalcem tudi z naše strani. Ne pozabite na oddajo Dober dan, župan, tudi prihodnji torek, ko bo naš gost župan občine Bovec, Valter Mlekuž. Do takrat pa lep pozdrav. Radio Robin.